Kaj je to vrstniška mediacija? Vrstniška mediacija je srečanje, kjer dva učenca, ki sta se skregala, poskušata rešiti ta svoj spor s pomočjo drugih dveh učencev, ki pa sta vrstniška mediatorja. A vi dve sta mediatorki? Ja, drugače nas je 5, samo še 3 fantje manjkajo. In kaj počnete mediatorji? Nekako pomagamo otrokom oziroma udeležencem pomagati rešiti spor, ampak ne, da jih bomo mi rešitve dajali, ampak da jim bomo pomagali nekako, jih vodili do rešitve, da bosta skupaj našli. A imate kak primer? Naprimer, zadnjič so nam prišli 2 najboljši prijateljci, ki pač se nista strinjali nikoli. Glede veliko reči, recimo, raznih so bili, recimo, igrce, kako bosta, katero muziko bosta poslušali, pa še tako naprej. Potem sta ti dve punci najprej prišli do mene, sta povedali, da bi želeli priti na vrstniško mediacijo. Dogovorili smo se za termin, ko so bili prosti tudi vrstniški mediatorji, ko sta lahko one dve prišli in potem so izvedli vrstniško mediacijo. Zdaj, kako je pa vse to potekalo, mogoče pa bi še mogoče vi dve povedali. Ja, prvo pridejo mediatorji in jim pač v bistvu uvodim, pač povemo, kaj je mediacija, pravila mediacije. In potem poslušava strani od obe dveh in potem imamo v bistvu brainstorming, ki pač možganska nevihta, ki čim več idej pač možnih, da jih lahko vidva pač se lahko držita teh pravil, pa da se oba strinjata s pravili. Ja, in pol na koncu pogledamo še enkrat te ideje, ki ste jih dala in na koncu ona dva izbereta eno in pol napišemo na pogodbo. Kaj so osnovna pravila mediacije? Anonimnost, se pravi, da ne govorimo okrog, kdo je bil na mediaciji, potem prostovoljnost, da udeleženci oziroma učenci pridejo prostovoljno na mediacijo, da jih nihče ni prisilil, in pa potem tudi zaupnost, da vse, kar se na mediaciji pogovarjamo, da ostane na mediaciji, da ne govorimo tega okrog, in pa tudi to, da je mediator nevtralen. A ti mogoče veš, kaj to pomeni nevtralnost? No, ne vem, kaj je nevtralnost. To pa pomeni, da se ne sme mediator postaviti na nobeno stran. Ampak to je najbrž težko, da mediator nima svojega mnenja. Ja, to je zelo težko, zato smo imeli tudi 1 leto takega učenja, usposabljanja, imeli smo veliko igre vlog, kjer so mediatorji nekako se preizkušali v tem. Se pa še zmeraj zgodi, da kdaj mediator ni nevtralen, ampak takrat je fino, da to prepozna in potem se lahko tudi nekako umakne iz mediacije. Zakaj se pa učenci največkrat skregajo? Zaradi žaljenja, pretepanja pa nestrinjanja. Ena izmed veščin, ki jih mora imeti mediator, je tudi to, da zna zelo dobro aktivno poslušati in pa potem tudi zrcaliti oziroma povzemati tisto, kar je slišal. Da udeleženci, učenci niso osredotočeni več samo nase, ampak da res probajo slišati tudi tega drugega učenca nasproti njih. Kako pa to zgleda? A si za to, da narediva en primer? Ja, zadnjič, ko smo bili v pijnem stanovanju, sem si jaz zaželel sladoled, drugi pa kokice in se nismo strinjali in so bili vsi proti meni in sem šel kar domov. Torej zadnjič, ko ste bili v pijnem stanovanju, si ti zelo zaželel sladoleda, ostali pa kokice. In tega nisi dobil, si bil zelo žalosten, tako zelo žalosten, da si potem šel kar domov. No, vidiš, to je en tak primer zrcaljenja tega, kar si ti povedal. Kaj pa potem, ko smo poslušali drugega? Potem lahko gremo naprej na brainstorming oziroma možgansko nevihto in iščemo možne rešitve. Kako pa zgleda možganska nevihta? Če vi lahko karkoli govorite, mi ne bomo nič pač rekli, da ni v redu, ker so to vaše rešitve. Karkoli vam pade na pamet, sam povejte, pa bo Zala zapisala. Jaz bi želel sladoled in da ne bomo jedli kokic. Tako, to je prva rešitev. Kaj bi še lahko naredili v tej situaciji? Da bi jedli oboje. A je še kakšna možna rešitev, kaj bi še lahko naredili takrat? Da bi jedli čisto drugo. A še kakšna ideja vam pade na pamet? Da ne bi sploh nič jedli, ampak da se bi šli ven igrati. Odlično, podala sta zdaj kar nekaj idej, kaj vse bi bilo možno, sedaj pa jih bo Zala prebrala. Prva možnost je, da Matija želi sladoled brez kokic. Pol, da bi jedli oboje, torej kokice in sladoled, potem, da bi jedli nekaj čisto drugega in da bi se šli ven igrati na igrišče. Je katera izmed teh idej prava? Kaj pa ti misliš? Ven igrati na igrišče? Meni tudi. Ok,
Ok, potem bo pa zdaj Tjaša tole zapisala na mediacijski sporazum. Tako, sedaj pa sledi še podpis tega sporazuma. Kje pa podpiševa? Evo, tamle lahko zaključimo nekako, da je bila tale naša mediacija uspešna. Sta vidva zadovoljna z mediacijo? Ja. Tako, če so učenci zadovoljni, to pomeni, da je bila mediacija uspešna. Hvala za udeležbo.